teme. Kids TV. Dan, otroci. Mavrični kamenčki so že tu. Danes bomo kreativni. Ustvarjali bomo z mavričnimi kamenčki. Tako je. Kaj pravite? Kaj lahko ustvarimo z mavričnimi kamenčki? No, poglejmo skupaj. Veliko tega. Kužka recimo lahko naredimo. Tudi raka lahko sestavimo. Pa slona, pa raco. Tudi želvo lahko sestavimo iz kamenčkov. Pa koalo, metulja, pingvina, dinozavra in žirafo. Saj sem vam rekla, da lahko sestavimo marsikaj iz kamenčkov. A začnemo? No, pa dajmo. Najprej poglejmo, katere vse barve kamenčkov imamo v škatli. Notri so vijolični kamenčki, pa oranžni, zeleni, rumeni, rdeči in modri. Zdaj bom pa sestavila take visoke stolpe. A mislite, da mi bo uspelo? Trese se, malo se trese, ampak stoji. Še rumen stolp. A bo stal? Bo. Majčkeno se guga. Še oranžen stolp. Tako. Majčkeno sem se zmotila, ampak nič hudega, vsako napako lahko popravimo. Še rdeč stolp, takole. Pa modrega. Sestavimo do konca, takole, dobro. Še vijoličen nam je ostal. Koliko stolpov sem sestavila, a jih preštejemo? No pa dajmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So pa kamenčki tudi različnih velikosti. No, poglejmo, kako veliki so. Tile so majhni, tile so nekoliko večji in tile so največji. Tudi tule imamo enako, tile so majhni, nekoliko večji in največji. Ti so majhni, nekoliko večji in največji. Pa pri oranžnih tudi. Tile so majhni, nekoliko večji in največji. Pa še vijolični. Ti so majhni, nekoliko večji in največji. Tako, pa smo jih prešteli, pa preverili, kakšne barve so, zdaj pa lahko začnemo sestavljati. Pa začnimo pri želvi. Kje pa so kamenčki? Tukaj so. Kar stresla jih bom takole, da bom lažje izbirala med njimi in sestavljala želvo. Pa recimo, da bo tole morska želva. No, pa poiščimo kamenčke in sestavimo želvo. Najprej poiščimo tegale velikega rumenega. Tukajle je. Želva potrebuje tudi glavo. Vijolična bo v našem primeru. Pa še nogice ji moramo dodati. Ena je rdeča, druga nogica pa bo zelene barve. In tada! Naša želvica je končana. Ste vedeli, da se morska želva izleže na kopnem, vendar vse življenje preživi v morju? Rodijo se čisto majhne, kot polžek, a zrastejo tudi več kot 2 metra v dolžino. Ste pripravljeni? Obrnimo kartico in na drugi strani je, katera žival je to? Koala. Glava ostane enaka, rumene barve. Pa ji dodamo še ušesek in še drugi ušesek. Koala ima 2 ušesi in en nos. Tale bo zelene barve. Pa še telo ji bomo dodali. Modro bo. Pa smo sestavili še koalo. Veste, koale spijo 20 ur na dan, zato slovijo kot najbolj lene živali na svetu. Jejo samo liste in poganjke evkalipta. Gremo naprej? No, koga muči radovednost? Evo, smo jo že potešili. Kuža je naslednji, ki ga sestavljamo. Vijolično glavo bo imel, pa oranžen trup,
pa modro uho, aha, pa sprednje tačke rumene barve in zadnje tačke modre barve, samo še repek mu manjka, da bomo vedeli, ali je kuža vesel, ali žalosten, ali jezen. Ja, z repkom nam kuža marsikaj pove. Če ga miga veselo, pomeni, da je vesel. Gremo naprej. Raka bomo sestavili. Začnimo s temle največjim oranžnim kamnom. Zdaj pa mu dodajmo še njegove nožice. In sicer oranžna, rumena in zelena. Majčkeno jih moram premakniti. Takole. Gremo še na drugo stran. Poiščimo vijoličen, rdeč in moder kamenček. Veste, rak samotar živi v vodi ali na obali ob morju. Mladi raki samotarji imajo zelo mehko telo, zato morajo poiskati trd oklep, ki jim bo služil kot hiša in ga varoval pred plenilci. Prazne polžje hišice so kot nalašč za ta namen. Pa smo sestavili rakca. Gremo naprej. Metuljček, cekinček, ti potepinček, kje si pa bil? Kje je bil? Tukaj je, na Timi Kids TV. Tako, najprej smo mu dali zelen kamenček, pa vijoličen, zdaj še oranžnega. Dodajamo še en oranžen kamenček, tule spodaj, pa rumenega tule spodaj. Potrebuje le še majhen rumen kamenček in majhen rdeč kamenček, pa ga imamo. Ste vedeli, da so nekateri metulji veliki kot ptice? Največja vrsta metulja je ptičji metulj kraljice Aleksandre, ki čez krila meri več kot 25 centimetrov. Kar poglejte na ravnilo, kako veliko je to. Gremo dalje. Sestavili bomo pingvina, pa poiščimo najprej največji del. Tako, to je zeleni kamenček. Pa mu dodajmo tegale manjšega rumenega. Takole, kar gor ga položimo. Tule je njegova glava, oranžne barve. Veste, pingvin je ptič, pa vseeno ne more leteti. Večino življenja preživijo v morju, čeprav niso ribe. Vse leto živijo v najhladnejšem delu sveta. Plavajo, hodijo in se sankajo, kar po trebuščku. Tako, naš pingvin je gotov. Ste pripravljeni na nov izziv? Ga. Raco bomo sestavili. Poiščimo najprej največji del, tale rumeni kamenček. Pa ji poiščimo še glavo. Rdeča bo. In da bo raca lahko gledala, potrebuje oči, seveda. Tale moder kamenček bo kot nalašč za to. Pa kljunček v oranžni barvi. Tule na rumeni kamen bomo dodali še tegale oranžnega, odlično. Pa dajmo ji še nogice, takole. Najprej tale oranžen kamenček, pa še tale rdeč in še repek, kaj ne? Race obožujejo vodo. Njihova stopala so prilagojena za plavanje. Na njih imajo plavalno kožico. Gremo naprej. Slona bomo sestavili. Kakšen rilec ima? No, začnimo z oranžnim kamnom. Pa dodajmo še vijoličnega. Tule spodaj bomo dali še en oranžen kamen, nekoliko manjši. Rdečega postavimo kar na vijoličnega in oba oranžna. Pa rep potrebuje slon, pa nogi tudi, da bo lahko hodil in tekel. Sloni živijo v Afriki in Aziji, navadno se gibljejo v skupinah, imenovanih črede. V čredah živijo skupaj mame slonice, mali slončki, tete, bližnji sorodniki, sestre in bratje. Skrbijo drug za drugega. Zdaj pa poiščimo kamenčke, iz katerih bomo sestavili slonji rilec. Mislim, da sem našla čisto vse. No, pa poglejmo, če res. Dodajmo rumenemu še zeleni kamenček.
pa modri kamenček, pa oranžni kamenček, pa vijolični kamenček in rdeči kamenček. Tale rumeni kamenček predstavlja okle. Ti pisani kamenčki pa slonov rilec. Pa ga imamo, tudi slona smo sestavili. Pred nami pa je sestavljanje žirafe. Kakšen dolg vrat ima. No, pa začnimo. Tako, najprej vzamemo največji kamenček. Vsaj jaz se tako lotim dela. Zdaj pa sestavimo žirafi dolg vrat. Iz različnih malih pisanih kamenčkov. Veste, da morajo žirafe zelo razširiti prednje noge, da bi se sklonile do tal. Pa vendar se, če želijo priti do vode. Žirafa lahko naenkrat popije kar 15 litrov vode. Mi recimo v enem dnevu popijemo 3, one pa kar naenkrat 15. Wow! Žirafi manjkajo le še noge. No, mečkam bom umaknila tole kartico, ker je žirafa tako visoka, da potrebujem več prostora. In naša žirafa je končana. In le še ena živalica nam je ostala za sestaviti. No, katera se še spomnite? Dinozaver, tako je. Pa ga sestavimo. Rumeni kamenček za osnovo, pa rdeča noga, pa še vijolična noga. Kakšen dolg vrat ima tale dinozaver. Veste, največji dinozavri so bili dolgovrati zavropodi, bili so rastlinojedci, to pomeni, da so se prehranjevali izključno z rastlinsko hrano. Tale bi lahko bil argentinozaver, saj je ta bil eden izmed največjih živali, ki so kdajkoli živele na zemlji. Bili so visoki, kakor stavbe. In tale naš iz pisanih mavričnih kamenčkov izgleda tudi ogromen. Tako pa smo sestavili iz mavričnih kamenčkov različne živali. Zdaj pa vam pokažem, kaj vse še lahko sestavite iz mavričnih kamenčkov. Poglejte, veliko različnih stvari. Kartic kar ne zmanjka. In veste, kaj je tudi pomembno? Ko se končate igrati, da za seboj pospravite. Ne bi bilo pošteno, da se vi igrate, mami in oči pa pospravljata. Kaj ne? Poglejte, tako kot jaz, kartice zložim na kup. Nekaj časa mi vzame, seveda, saj sem se tudi nekaj časa igrala. Zato je prav, da si tudi vzamem ta čas in pospravim za seboj. Tako, kartice zložim skupaj. Še škatlo potrebujem. Takole, v njo bom zložila vse kamenčke. Takole. Na kamenčke bom položila še kartice, škatlo zaprla in tararara! Vse pospravljeno na svojem mestu. Mavrični kamenčki so res zabavni, ampak preden se poslovim od vas, veste, kaj bi vam rada še naredila? No, ugibajte! Tale bo, pa tegale bom še vzela, pa tegale, ni več rdečih. Dobro, bom poskusila s temi. No, se vam že sanja, kaj delam? Ja, ni treba, da upoštevate pravila na kartici. Lahko si izmislite tudi svojo obliko in jo sestavite. Tako kot jaz, poglejte. No, že veste, kaj sestavljam za vse vas? Kaj sestavljam? Še ne veste? No, še malo počakajte. Še par kamenčkov dodam, pa bo jasno. Takole, takole, takole. Otroci, le še objem, poljubček in pa do prihodnjič.